Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Predsednik Republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za učinkovito, požrtvovalno in junaško izvedeno akcijo razminiranje 1991-1994 prejme skupina za razminiranje iz teritorialne obrambe in civilne zaščite 1991-1994 častni znak svobode Republike Slovenije. Spoštovani gospod predsednik, hvala. Odkar smo zaključili akcijo odsvetovanja neeksplozivnih ubojnih sredstev, je minilo že četrt stoletja. Poudariti moram, da smo vsi člani teritorialne obrambe in civilne zaščite veterani vojne za Slovenijo. Žal so nekateri med nami že pokojni. Habjan Bojan in še dva pripadnika civilne zaščite. Slovenci smo v tistem trenutku stopili skupaj v bran domovini in jo tudi obranili. Da smo to lahko storili, je bilo potrebno dvoje. Ljubezen do domovine in pogum. Mi smo imeli oboje. Smo generacija, ki je imela privilegij in čast, da smo sodelovali v ključnih trenutkih zgodovine, da smo lahko obranili ta del zemlje na sončni strani Alp. Iz zgodovine je jasno, da smo Slovenci vedno stopili skupaj takrat, kad je bilo najbolj potrebno. Da smo to lahko storili, so zaslužni zavedni Slovenci. Če ne bi bilo generala Maistra, narodnoosvobodilnega boja in na koncu vseslovenskega odpora 1991, ali bi mi še tu obstajali in govorili slovensko? Očitno ne. Naša domovina Republika Slovenija je bila leta 1991 samostojna, svobodna in neodvisna. Tu se začne naša zgodba, zaradi kateri smo mi tukaj. Domovina je bila svobodna, vendar ni bila varna. Očistiti je bilo potrebno minska polja in odstraniti neeksplozivna ubojna sredstva, ki jih je za seboj pustila jugoslovanska armada. To smo naredili sami, s svojimi silami, svojim znanjem, brez tuje pomoči od zunaj. Delo smo pravili strokovno, saj na teh območjih ni bilo nobene nesreče ali bilo najdenega kakšnega neeksploziranega ubojnega sredstva. Prepričan sem, da je imenu vseh nas lahko rečem, da če bi bilo to potrebno, bi storili še enkrat. Vendar, ne smemo pozabiti, da je ta akcija spodbudila tudi idejo o ustanovitvi fundacije ITF, International Fund Group, kar se nikoli ne menja in pozablja. Gospod predsednik, gospe in gospodje, naša pot se tu ne konča. Na nas, veteranih vojne Slovenije, je, da vse te vrednote, ki so nas združevali leta 1991,
damo našim zanamcem. Ne samo s tem, da spodbujamo domoljubje, ampak da naši otroci resnično ljubijo domovino in jo spoštujejo. Da jim ne bi bilo treba iti po poti, ki smo jo prehodili mi. Da bi ostali doma v domovini, jo razvijali, svojim znanjem tudi plemenitili. Spoštovani gospod predsednik, ravno zaradi vsega smo ta častni znak s ponosom sprejeli. Hvala lepa. Hvala, višji štabni praporščak Miklavc. Vabim pripadnike skupine za razminiranje iz teritorialne obrambe in civilne zaščite 1991-1994, da se pridružijo predsedniku Republike Slovenije pred zastavami za skupinsko fotografiranje.